Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Upam, da ste danes kaj že preverili našo spletno stran www.klepet.kavi.si. Marsikaj zanimivega lahko preberete, no tale vikend pa boste imeli tudi priložnost in možnost, da se skupaj malce podružimo. Govorimo seveda o sejmu Altermed, tako da se že blazno veselimo. Tam pa bo tudi ogromno poznanih obrazov. Govorim seveda o obrazih, ki jih sicer srečujete v naši oddaji, ki takole klepetamo, pa kofetkamo, pa čajčkamo, pa še bi lahko naštevali. In ja, predstavljamo vam mnogo poti. Poti, ki vodijo do sreče, ki vodijo do zadovoljstva, predvsem pa do naše največje vrednote, ki je na žalost poznamo in res vidimo šele takrat, ko zbolimo, to je seveda zdravje. In po dolgem času je znova v naši družbi gospa Magdalena. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Evo, nadvse nas veseli, da ste se znova odzvali našemu povabilu, da malce klepetava, kajti naši gostje, naši obiskovalci nam predstavljajo različne poti do zdravja in nadvse zanimiva mi je tudi vaša, predvsem metoda in pristop, kajti prispeva in omogoča telesu, da se pravzaprav pozdravi samo, torej samo orodje nudimo telesu. Tako, ker tisto zdravljenje, ki ga telo lahko opravi samo, je tisto ta pravo. In mi resnično kažemo poti, kot smo že v prejšnjih oddajah povedali, kjer lahko celostno vplivamo na naše telo in kar je najlepše sami. Že smo enkrat povedali, pa mi je bilo tako všeč, da bi mogoče obnovili to znanje. Kako vi gledate na bolezen v Zdravim Pika? Kako gledate? Kaj za vas bolezen? Na bolezen, odsotnost zdravja oziroma bolezen je pač eno informacijsko neskladje v našem telesu. In telo, če ima neskladje, če nima homeostaze, pač ne more se samo zdraviti. Mi imamo seveda prirojene te samozdravilne sposobnosti. Jaz vedno rečem naša notranja lekarna, ki jo dobimo ob rojstvu. In telo pač te sposobnosti samozdravljenja ima. Vsi ti dejavniki v okolju, ker se celo življenje od rojstva do smrti prilagajamo, kako bi rekli, so pa ene take nedokončane življenjske zadeve, ki se žal odlagajo v naše telo. Temu vsi tako lepo rečemo ali rečejo stres, ta pa ruši naš naravni proces zdravljenja, to našo homeostazo ali ravnovesje. No in v našem podjetju smo res, lahko rečem, specialisti za DNAS in ne samo, da smo mi specialisti, v našem podjetju se trudimo in želimo, da bi vsi postali lahko sami svoj zdravnik, da znamo spostaviti ravnovesje v našem telesu. Smo že velikokrat rekli, tudi vaša oddaja je ena takih, ki jo zavešča, Bogu hvala, da jo imamo, ampak veliko je tehnik, pa vseh teh tehnik se moramo včasih naučiti. Ta mala zadevica, plod ruskih znanstvenikov in pa seveda stare tradicionalne kitajske medicine, ki je v tem malem aparatku, pa lahko nudi vsakemu, da postavi svoje telo v ravnovesje ali tako preprosto povedano, da naredi na svojem telesu servis in potem telo tako samo ve, kako in kaj izrinati vse tisto, kar je najprej postalo nekje na nezavednem, pa je prišlo na fizično in potem boli, Ampak tudi bolečino se mi zdi, da ljudje mogoče malo napačno dojemamo. Dojemamo v smislu, boli, zdaj pa hiter en tablet pojesti, ampak kaj pravzaprav bolečina sporoča? Kaj je to bolečina? Bolečina je simptom oziroma klic telesa pomaga in mi, ker ko se bolečina pojavi, lahko rečemo, da je že to kar veliko opozorilo. To je prvo, in nikoli, to je moje mišljenje, tudi kako ne rečem, moje ravnanje v življenju, da vsaka bolečina, najmanjša, vsaka nelagodnost, ko se pojavi, je prav, da jo saniramo, da ne pride iz te akutne zadeve, ki se nam pojavi, v kronično. To vsi dobro vemo pri različnih revmatskih težavah, pa greva kar na sklepe, ki tolikokrat bolijo kolena, kavki, ramena in tako naprej. Te bolečine so res velik klic, da je že nekaj zelo narobe
in je prav, da to stvar hitro saniramo, kar rečemo z Denasom lahko in to sami, da ne pride do hujših okvar, ker vemo, da potem morda tudi kakšni operativni posegi velikokrat so uspešni. No, rečeva, bodiva optimistični skoraj vedno, vendar nam lahko te bolečine, ki so mesece, leta, pa prideš potem, da urediš operativno, že naredijo lahko kakšno škodo, ki pa jo lahko tako pred operacijo kot po operaciji učinkovito s terapijo odstranimo. In ja, glejte, vsaka bolečina je opozorilo, telo te kliče, pomagaj mi, sprejmimo jo kot otroka, ne? Ko bo naš otrok imel težavo, ga bomo objeli in mi pa v tem primeru, če vzamemo tableto proti bolečini, bolečina še vedno je, samo mi je ne čutimo, kar pomeni, da ignoriramo klic telesa. Tako je in s tabletko, kaj mi naredimo? Odpravljamo samo simptom, vzrok pa ostaja. Pri Denas terapiji pa dejansko ne samo, da odpravimo bolečino, pomeni, smo naredili analgezijo, nobene škode, ker nismo nič pojedli, ne? Po drugi strani je pa prednost ta, da mi dejansko odpravljamo tudi vzrok naše bolečine. Glejte, če kar greva nazaj, ne vem, na koleno, deva na koleno, ne? Ker pride do obrab, artritis, artroze in tako, ko se unamejo te zadeve, tukaj tabletka ne more nekaj narediti, se protivnetna zdravila so proti bolečini, imajo dvojni učinek, vendar vzroki ostajajo. Tableta žal odvzame samo simptom. To je tisto, ne? Prej ste rekli, da je zdravje pravzaprav neko stanje ravnovesja v našem telesu, ne? In da to stanje ravnovesja ruši stres, ne? Ampak jaz mislim, da bi bilo, ne vem, ne moramo razmišljati v smeri, da se bomo stresu povsem izognali. Živimo v svetu in tak svet trenutno je in moramo ga sprejeti. Se pravi, pač količine stresa grejo čez nas. Kaj zdaj dejansko narediti, da ta stres kaj uspešno predelaš oziroma da ga zmanjšaš tam, kjer ga lahko? Ja, lejte, zdaj ga zelo težko, gremo v naravo, ne? Ampak tudi narava je lahko včasih stresa, ne? Zagrmi, bomo se zdrznili, mi smo refleksivna bitja, ne? In vse delamo refleksivne, kot sem rekla, nezavedne, naše nedokončane življenjske naloge, ko nas je nekdo prizadel, smo potlačili, ne? In naše telo, ko se vedno pošalim pa rečem, naš šef je živčni sistem. In mi smo refleksivna bitja. Ne, in lejte, ta Denas terapija, ki si jo lahko izvajamo sami, tudi mi izvajamo terapije, vendar še enkrat rečem, želimo, da si jo ljudje sami izvajajo, ker to je najcenejša pot, najbolj učinkovita. Ne, na ta naš avtonomni, nezavedni živčni sistem in ko mi delamo terapijo s tem aparatkom, brišemo vse tiste nepravilne informacije, ki to rušijo. Vsak stres, ki smo ga doživeli, se je na nam refleksivno odzval in smo ga dali v naše celice. Ampak kako pa lahko to zbriše? Zbriše tako, ker ima našemu živcu podoben impuls, ne podoben, identičen, ne? To je ta tehnologija in ima vpliv. In ko mi to damo na mesto, kjer boli, ali ko gremo po hrbtenici, impuls, ki ga aparat ustvari, gre po živčnih vlaknih v naše možgane. Možgani ne vejo, ker je to tako čudovita tehnologija, da smo mi to umetno ustvarili in tako imenovano zdravilno informacijo ali zdravilni impuls dajo na to mesto. Oziroma preprosto povedano, veste, mi nismo skupek, kako bi rekli, srce, pljuča. Zdravih in nezdravih organov. Tako, ampak smo ena celota, ki jo povezuje živčni sistem, to je ta nezavedni, ko mi lahko... Električno napeljava. Tako, ko mi 1000-krat lahko rečemo, jaz sem zdrav, vendar, lejte, če je avtonomni živčni sistem v razsulo, da ni homeostaze, tudi te pozitivne afirmacije ne bojo zalegle. Denas pa ima to sposobnost, da briše nepravilne informacije, ob enem diagnosticira. Ko bom jaz šla po hrbtenici ali kjerkoli, mi bo aparat se prilepil tam, kjer je blokada, preprosto povedano. Ampak ne bo meni napisal, vas pa boli glava, vi imate pa visok krvni pritisk ali ne vem kaj, ampak bo samo zaznal mesta, ki to povzročajo. Ampak gledajte,
tu je prednost tega, da zdaj ne bova samo diagnosticirali, se strašili, joj, zdaj pa z mano vse narobe, Denas pač res zazna vsako najmanjšo anomalijo, ki na fizični ravni še ni prikazana, ne? Ampak najlepše, kar je to, da bo spremenil to informacijo, da bo diagnozo, ki jo bomo mi našli, že popravil, da telo v ravnovesje, pravi pretok energij in informacij se spostavi, potem pa telo začne s proizvodnjo vseh naravnih zdravilnih hormonov. V teh vodajah se zelo veliko govori o hormonih in naše telo jih je sposobno samo proizvajati, določenih res ne, po večini pa vse, nekaj moramo tudi s hrano in z soncem in tako naprej, ne. In potem, ko imamo mi nadzor nad hormoni, imamo nadzor nad celim telesom. Da se vrneva, ko nekaj boli, kaj se takrat dogaja, ne? Takrat telo proizvaja lasten morfij, endorfin, dosegamo, kot sva rekli, analgetični učinek, nas, fajn ne boli, to je najlepše, kar se zgodi, drugo je pa to, da smo vzroke odpravljali. In še ena zanimivost, ne, ravno včeraj sem imela gospo, ki jo je zelo, zelo bolel ledveni del, ne, pa ni nujno, da te boli ta nesrečni križ, ko rečemo, da bomo dali kapelco notri, jaz se vedno tako pohecam, ko pridejo, bomo zamenjali, ne, bo kapela noter, ne bo več bolela. Ampak hočem reči, gledajte, ko mene tukaj nekaj boli in ko si bom jaz tukaj delala z aparatom, odpravljala bolečino, to je tista najlepša prednost pri tej terapiji, ker bom poskrbela za vse, kar je tukaj, od spolnih organov, od mehurja, od ledvic, od mojih kolčnih sklepov. Se pravi, govorimo o celostnem pristopu. Tako, to je tisto. Ko mi kdo reče, za vse me boli, saj ne vem, ali pa imam kup težav, kje naj začnem, rečem, ne se obremenjevati. Naredite hrbtenico, naredite po rokah, naredite po nogah, ste spostavili ravnovesje, pomeni regulacija na živčnem, endokrinem in imunskem sistemu. Telo pol tako ve in začne izrivati. Tudi je možna kakšna reakcija, ampak te reakcije so take nežne in jaz vedno rečem, če je reakcija, ker pomeni, da je zmeraj preden je dober, je najslabši. Ja, ne, ker, lejte, to je tako odvisno od adaptivnih sposobnosti človeka. Ko mi kdo reče, ja, a je to, pa to res deluje, pa koliko terapij, jaz ne vem koliko terapij, ker vas ne poznam, nobeden se ne pozna in ga ni vzorca, da bomo vsi po enem nekaj delali, ne? Kako sposobnosti ima telo, tako hitro tudi odreagira. Naše izkušnje, moja 8-letna izkušnja z Denas terapijo, pa verjemite, lahko so ljudje zelo stari. Vedno rečem teh 94 let, ker sem pač je bila v naših prostorih tudi tako stara gospa in poglejte, tudi pri njej so se dosegali čudoviti rezultati. Ko bi kdo rekel, jaz sem star, ne bo več pomagalo. Ni res. Pri vseh dosegamo. Meni se zdi, da takole, ko se pogovarjam tudi s starejšimi ljudmi in pač res izkoristimo vsako priložnost in možnost za to, mnogi so se sprijaznili z bolečinami. V tem smislu, pač poglej moj emšo, valjda, da me stvari bolijo, valjda, da me to boli, ne? Ampak, gospa Magdalena, se vam zdi prav, da se ljudje sprijaznejo z bolečino v tem smislu, saj sem že tukaj star, valjda, da me mora kaj boleti? Ne, jaz se upam zelo smel stavek reči, veste, kdaj umrjamo? Jaz vedno, če zdravi, imamo pravico umreti, ko porabimo tisto našo podedovano ledvično energijo. Ja. Zakaj se pa ljudje sprijaznijo s tem? Veste, generacije teh ljudi starejših, no, saj mi tudi pridno sledimo, vsaj jaz, vi ste mlajša. Ne, veste, že ko pridejo k zdravniku, kaj se zgodi, rečejo, ja, to že zdravnik sam reče, to pa dela emšo oziroma je starost, nekaj mora biti, pa ni res, veste. In poznamo zelo, zelo stare ljudi, ki so brez očal, ko jih nič ne muči, ko lepo smelo hodijo, če že samo mojo mamo gledam, saj je imela veliko preizkušenj, ampak gledajte, danes je stara 80 let in zdaj se zelo, zelo nervira, ker je slabo vreme in ona ne more na vrt in da bo ona vse prelopatala in to naredila. Jaz nimam toliko moči, se mi včasih zdi, ne? Tako da, gledajte, ni res, ko te nekaj boli, vsak ima pravico do zadnjega izdiha, da je zdrav. In vedno rečem, ko eni rečejo, od nečesa moraš umreti. Jaz vedno rečem, ko zmanjka te naše ledvične energije, ki je pa prav, da jo čuvamo, no, to pa res zgubljamo, lahko kdaj s kakimi takimi strogimi dietami. Jaz nisem za diete, ampak ne tiste, da nič ne ješ, ne, ti posti, ampak vedno vsak se zase odloča, takrat pač telo troši
to ledvično energijo, ne, to zunanjo tako obnavljamo, ko gremo spat, to pa žal ne. In nekdo, gledajte, ko je v komi, ne, ko je v takem stanju, koliko let so lahko ene osebe v komi, kjer imajo veliko zalogo te ledvične energije, ne. Eni pa kar hitro podležejo, ne, to je tisto, zato čuvajmo ledvično energijo. Kako jo pa lahko čuvamo? Da jo krepimo, da nismo tisti, a veste, berem, 24 ur delaš, nič ne spiš, ne, pa bi kar, ne, da imamo en normalen ritem, da se obnašamo, kako ne rečem, tako kot narekuje narava, letni časi, da vemo, kdaj se dela, kdaj se spi, kdaj se je, kdaj se malo sprehajamo, kako telovadimo in pa da pijemo tisto pravo tekočino, vodo. Ta pravo tekočino. Vedno zalivamo rožice, zalivamo te solatke, ne, na sebe pa kar pozabimo. Ja, zanimivo, ne? Ja, in je pa res, da za starostjo se dogaja, da nas spomin peša oziroma živčni sistem nas ne opominja več, da smo žejni in to je problem pri starih ljudeh, a ne, ker niso žejni. Zato jaz vedno rečem, označite, naredite si nekaj, postavite si stekleničko in dajte po požirkih vodo. Brez vode ni življenja. Glejte rastlinice, ki jih imate, če rastlinici ne bomo dali vode, bo umrla in mi smo ista bitja, najbolj važne cvetlice. Zalivajte se, ne, potem takem. Z vodo. Z vodo. Če se lahko za trenutek ustavimo pri tej vodi, ne, treba je po malem, ne, liter zjutraj, liter zvečer, 2 litra, dober je. Ne, veste, ko je telo dehidrirano, je treba počasi, ne, po kozarčkih, po požirkih, ne, potem pa pride. Pa tudi je potrebno malo soli dati v telo, ker vemo, da z vodo lahko veliko izperemo mineralov, tako da vse po pameti in vedno rečemo, poslušajte svoje telo. Če bomo poslušali svoje telo in če bomo izvajali, ne vem, pač jaz še vedno trdim, da je naš denas terapija ena najbolj učinkovitih in kaj tudi, veste, vsaka stvar deluje, nikoli ne kritiziram nobene stvari, hvala Bogu, karkoli ljudje koristijo, samo da jim, tako kot vi lepo rečete, po domače nuca, ne. To je, sam prednost te male stvarce je v tem, da dejansko jo imamo vedno in povsod lahko pri sebi. Če mene boli glava, pa če sem v enem prostoru, kjer ne morem izvajati terapije, navidnem, bom jaz to delala po mojem palcu, pa si bom ravno tako lahko bolečino odvzela. Kaj pa izgorelost? Izgorelost, jaz priznam, izgorelost je ena stvar, ki se pač lahko ti zgodi, če delaš, če imaš, ne vem, strast do stvari, ali pa tudi če nimaš, pač, ne, se malo prekuriš. Izgorelost ni zdaj neki, zdaj sem pa malo po glavi, ne, ali pa sem malo po vratu. Izgorelost je pač splošno stanje telesa. Splošno stanje telesa je spet avtonomni živčni sistem, ki dela nezavedno brez naše volje, nismo se znali ustaviti, smo se, no mi imamo en zelo čudovit kako bi rekla, pripomoček tudi za to. Poleg denas terapije je še ena čudovita odeja, eliksir življenja. Ljudje lahko malo pogledajo na spletno stran, lahko pridejo k nam, tudi to izprobajo, v katero se zavijemo in dejansko nadoknadimo tako spanje kot, kako bi rekla, to, ko ste čist, ravno takšna sem bila jaz včeraj, sem vam pred oddajo malo potožila, ne. Jaz sem najprej, ko sem prišla domov, se zavila v odejo, sem zaspala, poglejte, pa sem bila potem spet kreativna pozno v noč, kar spet ni bilo prav. Jaz vedno rečem, noč je za spanje, vendar res ta izgorelost, potem vsa ta stanja anksioznosti, strahu, depresija, a veste, to se da res učinkovito brez zdravil in brez vsega popraviti. Sam treba se za to odločiti in zdravje sprejeti v svoje roke. Ni je pa zadeve, ki jo ne bi, mislim, če ti manjka roka, sigurno, ali prst ne moramo nadoknaditi, oziroma tehnologija je že, da marsikaj naredijo, no mi sami pa tega ne moremo. Spodbudite torej svoje telo k samozdravljenju, rekli smo torej, voda je tista primarna, da si dovolimo torej spanec in da se predvsem
imamo tukaj radi, da se odločimo, da poiščemo kakšno tako dobro pot do zdravja. Tako, dobro metodo, ki si jo lahko izvajamo sami, ko je težava in konec koncu, ki nam tudi ga dopušča čas. Vemo, čas je dragocen, nam so ga že kar odcepili, da ne znamo si vzeti časa, ne, to je že tudi bi lahko rekli ene vrste bolezen ali navada, ampak način življenja v svetu, ki živimo, je tako. Treba je vzeti čas zase in vsaj 5 minut na dan malo stvar narediti in je to. Gospa Magdalena, a se bova midve kaj družile ta vikend? Seveda, na Altermedo, tako da vsi zelo, zelo lepo povabljeni. Tam boste lahko dobro preverili, kako izgleda. Ja, čisto skupaj s sosedi bo. Ja, pravzaprav jaz bom malo več podežurala na samem podjetju, tudi tam bom, kjer se lahko lepo ljudje pridejo, pogledajo, čutijo, kakšen je impuls in potem samo čez cesto se nahajamo mi in lahko tudi kako terapijo, izkušnjo dobijo, tako da ja, vsi zelo lepo povabljeni na Altermed, kjer bojo rožice, kaj vse bo, ne, čebelice bojo. Rožice, pa poroke, vse bo. In Altermeda, ne. Celostne poti zdravljenja. Mislim, da bo zelo, zelo veliko idej tam. Ampak poudarek na celostne, ne? Poti zdravljenja. Ja, treba izpostavljati v telesu homeostazo, ravnovesje. A veste, ker če tebi srček nagaja, treba tudi ledvičke ukrepiti. Če imaš visok krvni tlak, so tudi ledvičke tiste, ne, ki so zdaj celo zimo trpele, ki jih je treba vzpostaviti. Še enkrat rečem, nismo skupek zdravih in obolelih organov, smo celota in tako se moramo obravnavati, se imeti radi in vsako bolečino, vsako preizkušnjo, ki pride nam na pot, jo objeti, kot objamemo svoje otroke in jim želimo pomagati z ljubeznijo, s tem, ker vse je en blagoslov, tudi hude stvari. Tudi hude stvari, ja. Čeprav včasih so darila zavita v fajn čuden celofan. Ampak so pa še vse darila. Tako. Najlepša hvala, Magdalena. Veselim se tega vikenda zanimivega druženja. Že jutri pravzaprav začnemo, torej petek, sobota in nedelja. Če boste kje okrog, pridite nas pocukati za rokav, pa bomo malce poklepetali. Sicer pa mnogo zanimivosti lahko že tale trenutek najdete na www.klepetobkavi.si. Za vas imamo torej zanimive novičke in tudi brezplačne kvize, ki so zabavni, predvsem pa zelo, zelo poučni. Tudi meditacija in še kaj. Skratka, polno stvari na www.klepetobkavi.si. Sicer pa kaj naj vam rečem še drugega, kot naj vam bo svet lep, kajti svet je lep. Sam na prav način je treba pogledati.